No, lepo pozdravljeni. Nekako upam, da boste zdaj dobili tudi kakšen navdih iz narave za svoje ustvarjanje in za razvijanje idej. Kranj je pač mesto, ki je zelo obdano z gorami, tako da so v bistvu iz Kranja in okoliških vasi lepi razgledi na Kamniške Alpe, tudi na Triglav se vidi. Na sliki vidite markantna Storžič pa Srednji vrh. Recimo tukaj na Srednjem vrhu vidite, da je tak gozdiček sredi travnika. Temu gozdičku se reče Hudičkov boršt. Malo so različne legende, zakaj naj bi do tega boršta prišlo, ne? In sicer naj bi recimo hudič nosil gozd na svojemu hrbtu in potem je pa v bližnji cerkvici Sveti Jakob zazvonilo in se je ustrašil in ga izpustil in šel naprej. Tako da v bistvu se pa ne ve, zakaj je točno ta gozd sredi tistega travnika. Tudi tako z vidika narave, je neka posebnost. No, to je pa tipičen pogled, če se pripeljete iz Ljubljane ali greste z vlakom ali po cesti iz strani Stražišča. Ok, tle zdaj še terful nek zemljevid, ampak tle vidite, da so Julijske Alpe, potem Kamniško-Savinjske Alpe pa Karavanke, obdajajo Kranj. Potem imam še en zemljevidek. Tukaj se pa v bistvu v Kranju se tudi stekata dve reki, naši večji, in sicer reka Sava, ki preteče tle gor, in pa reka Kokra. No, potem nimam več zemljevidka, da si pač tudi malo lokacijsko boste predstavljali, o čem bom govorila. Tukaj lepo, ko gre Sava proti Ljubljani, je v bistvu Trbojsko jezero, o katerem bom tudi govorila, in pa pač Soteska Zarica. Še en pogled na Kranj. Tukaj vidite staro pač mestno jedro, tukaj zraven je kanjon Kokre pa reka Sava. No, zdaj to, morda veste, za katero reko gre. Ja, če ste tisti, ki ste malo tudi lahko prebrali, ste videli, da je to reka Kokra. V bistvu reka Kokra izvira pod Karavankami in v bistvu še kle čez Kamniške, Savinjske Alpe in gre dol proti Kranju. Njen značaj v zgornjem toku je zelo taka v bistvu hudourniška reka. Pač ko je veliko vode, se napolne in dere dol, tudi spadec njen je zelo velik. Okrog v okolici so gozdovi, strme grape se pač stekajo v to Kokro. No, potem se v bistvu rata položa šele, ko se spusti na ljubljansko v bistvu polje, ravnino, no. In tukaj tudi potem si naredi več prostora, prej zelo taka ozka struga utesnjena, potem pa se v bistvu lahko razširi. Sta pa še dva kanjona v bistvu naredi kle v bistvu zelo blizu Kranja, in sicer en je med Britofom pa Kranjem, drug je pa potem ob samem starem mestnem jedru Kranja. V bistvu je ta Kokra zarezala v lastne naplavine strugo globoko. Ok, no zdaj tukaj v glavnem bo pa zdaj predavanje šlo čez fotografije. Tukaj je pač reka Kokra v bolj zgornjem delu. Vidite, da je grapa taka ozka, strma, obdano z drevjem. Nad jezerskim je tudi kamnolom Lehnjaka, to je taka lahka kamnina, ki nastaja s tem, ko se apnenc v bistvu izloča na kalcijev karbonat na odmrlih ostankih rastlin in živali. In se pač tudi v gradbeništvu uporablja. Je pa ta kamnolom že dosti strošen, tako da je nekako v zapiranju. No, potem reka Kokra, sploh tem, ker dobi malo več prostora, se razširi in odlaga prod, tako da v bistvu so na njej nastajajo ta različna prodišča, ki so dom za različne vrste živali, pa tudi recimo pionirske rastline, tiste, ki poselijo habitate, ki so goli. Ob sami Kokri je veliko vrbovja, torej siva vrba, ko vidite tiste siva drevesa, večinoma siva vrba, pa tudi jelša je in pa veliki jesen. Na tole veliki jesen, tale, kaj tle dol štrli, to so pa vrbe.
Tle vidite mogoče malo rumenkasto, ne? Tudi zdaj v zadnjem času so kar velik problem ratale invazivne rastline in tukaj se zarašča za zlato rozgo, tu je rodno ameriško rastlineno, ta rodišče. No, potem reko kokra so tudi precej izkoriščali v preteklosti, tukaj je v bistvu v Britofu je bila tovarna olja in pač ljudje so izkoriščali njeno vodno moč, ne, za energijo. Potem bili so tudi mlini in žage na Kokri in pa še zdaj je nekaj manjših hidroelektrarn. No, potem mogoče zanimajo tudi Šmajdov grad. To je v bistvu, ko se gre od Britofa proti Kranju ob Kokri, ne, Kokra vidite tudi zelo spodjedala kamnino, ne. Ta kamnina, to so v bistvu sprijeti te nanosi, je zelo mlada in ima zato, ko reka pride, jo hitro poruši, erodira, ne. In tudi so se v bistvu tle ustvarjali kanjoni, tukaj naj bi pa pač domačini zgradili ta neko zavetišče, v katerem so skrivali stvari pred Turki. No, potem tole je slika reke Kokre, že tik pred Kranjem, malo pred Sotočjem z Rupovščico, vidite, da ima lepo vodno površino in je tako priljubljeno sprehajališče prebivalcev Kranja. No, pa še nekaj vam povem o biodiverziteti ob Kokri. Recimo lahko najdete ptiča vodomca, to je zelo tak markantna ptica, lepih barv. Prehranjuje se z ribami, zelo plašna, tako da je težko videti, je pa relativno redka. Potem recimo povodni kos, ta skaklja po kamnih, tako da ga, če se recimo v miru usedete ob reko Kokro in opazujete, lahko včasih tudi zagledate tega ptička, ki skače. Potem ob samih robovih se lahko tudi sončijo kakšne kače ali recimo gož. No, potem so pa še ribe v reki Kokri. Ribe so značilne, tiste, ki so značilne za hitro tekoče vode, recimo podust, potem imamo potočno postrv, šarenko, ki je pač umetno prinešena noter, klena in pa lipane. No, takšni so pa gozdovi, tle blizu pod neko kmetijo Vočan, je tak lep gabrov, kot drevorec gleda, no, to v bistvu se gre že pol gor proti zgornjemu delu nad kmetijo, spodaj je pa tudi še tak lep gozd. Tako da mogoče, če boste šli, daj tja se je markantno tam sprehoditi. Je pa zanimivo, ne, da gabrova drevesa so v bistvu v tem delu neka primarna drevesa, prvobitna. Potem v marsikakšnem delu Kranja so potem zamenjali drevje z drugimi vrstami, recimo smreko, z rdečim borom, so sadili različne druge vrste drevja. No, tukaj je pa še kanjon Kokre. V kanjonu Kokre greste tudi iz samega središča Kranja in je speljana ta mučna pot, ki si jo je zanimivo pogledati. Tudi potem iz samega kanjona vidite v bistvu tiste hiše v starem delu mesta in je kar markantno, no, kako so v bistvu dosti na previsu, blizu previsa pečin, no, zgrajene. Občasno se tudi, ker je to zelo mlada kamnina, se zgodijo kakšni podori. Vsakih, ne vem, recimo 100 let je kakšen večji, no, vmes so pa tudi manjši. Recimo leta 2010 se je tukaj podrlo 1500 kubičnih metrov skal. Tako da, ne, vidite, hiše so pa zelo blizu v bistvu pečin. No, to je še en pogled iz reke Kokre proti Pungartu, dol je pa kanjon. Mislim, to je na Poštarskem mostu slikano. In to tukaj teče potem proti Sotočju s Savo, reka Kokra. No, potem imamo pa, zdaj gremo naprej k naslednji reki, ki ima tudi tak alpski značaj, in to je reka Sava. Zdaj, če tle Kranj, ne, mi si bomo pogledali tle v bistvu ta bližnji del Save pri Naklem, tukaj recimo Sotočje z Tržiško Bistrico, potem tukaj Nakeljska Sava, tukaj priteče ena rečica, Nemilščica in tukaj je tudi en slap zanimiv, se ga dajte pogledati, Šum se mu reče.
RT, ne, ni RT, ampak so Rimske Toplice, to je pač nek toplovodni izvir, no, na tej Nemilščici. No, to, kar je z rdečo, je v bistvu naravna vrednota, no, tako da so v bistvu območja, ki so varovana. No, potem pa glede proti Kranju in tukaj prihaja Kokranje sotočje, ne. Zdaj ta Nacovka, recimo, to je v bistvu bilo staro sotočje Tržiške Bistrice pa Save, ne, koliko se je to v bistvu niže dol prestavilo, no. In ta območja so pač zelo pomembna z vidika biodiverzitete. Zdaj tako sploh tudi to, kar danes kažem, ne, se zelo veliko navezuje na vodna okolja. Torej različne reke, potočki, povirja, glinokopne jame. Ta biodiverziteta je zelo vezana na vodni svet. Recimo, kar se pa tiče travnikov, je pa zelo malo dobro ohranjenih travnikov. V tem delu, v Kranju in okolici, je kmetijstvo izredno intenzivno in v bistvu je biodiverziteta travnikov praktično nična, marsikje. Ne najdeš niti več kislice in osnovnih travniških rastlin, ki so v bistvu značilne za relativno intenzivno obdelovane travnike. Tako da je v bistvu prav žalostno, no, kar se tiče tega, ampak žal kmetijski sektor ni reguliran naravovarstveno, tako da dela po svoje in še ne razmišlja dovolj trajnostno, no. To je to, no, zdaj to ta Nacovka terasa, no, tukaj vidite v bistvu, kaj je. Samo njive, travniki, ni nobenih mejic, ne, v bistvu za en tako biodiverziteto, za zatočišče, pa za hrano za živali so pomembne recimo mejice. To so grmovnati pasovi pa otočki drevja grmovja, kamor se živali lahko skrijejo, lahko se tam razmnožujejo, najdejo hrano in v bistvu je praktično vse zradirano. V Kranju bilo pa je včasih to območje prav znano po mejicah, po teh visokodebelnih sadovnjakih, tega ne boste več našli. No, potem imamo še sotočje Save in Tržiške Bistrice. Pač te večje reke so žive reke, ne, in te žive reke v bistvu spreminjajo lahko strugo, potem prod nanesejo, odnesejo, recimo naredi neko stransko strugo, potem nasuje prod, si zapre dostop do te stranske struge, zato rata tam mrtvica in potem se lahko tam različna živa bitja razvijajo, ne. V mrtvici tiste, ki so bolj vezane na recimo stoječe vode, potem tudi včasih ni tam rib, se lahko dvoživke zato tam razvijajo, v pač sami strugi so potem ribe, tudi ptice so določene vezane na ta prodišča, recimo mali deževnik, pa mali martinec v bistvu gnezda na teh prodiščih in v bistvu, če recimo mi imamo kakšne piknike maja, junija v naravi, lahko v bistvu zmotimo te ptiče pri samem gnezdenju, ker si kar med porodniki naredita gnezda. To je to. No, potem je še Nakelska Sava, ti dve sta v bistvu zelo povezane in imata podobno biodiverziteto. Zanimivo je, ne, da tukaj ni nobenih v bistvu naselij ali pa hiš ob teh rekah, kar je dobro, ne, ker ljudje preveč silimo v bližino rek, potem pa so poplave in pač poškodba našega imetja, iz tega potem sledijo težnje po ukrotitvi rek, ne, in da se jih da v zabetonirane struge, s tem pa reka izgubi svojo v bistvu to dinamiko in tudi se izgubijo bivališča za živali in rastline. No, tukaj imate recimo nekaj živali, ki jih najdemo v tem območju v bližini Nakla, in sicer črtasti medvedek, to je vrsta, ki je evropsko pomembna, je Natura 2000 vrsta, vezanje na robove gozdov, tam pač hrani se recimo s to rastlino, ki je konjska griva, pa še z robidami in podobno tako, kako bi rekli, vegetacijo, ki je med fazo travnika in fazo zaraščanja, kakšne visoke steblike.
potem recimo kapelj, riba, sulec. No, velik problem ob Savi je pa zaraščanje obrežij z invazivno tujerodno vrsto, japonskim dresnikom. To ste verjetno že veliko slišali za to vrsto. Ja, jo imam pol tudi na koncu na enem slajdu. Žlezava ne dotika se tudi izredno širi ob vodotokih in v bistvu te vrste predstavljajo nek problem, ker zaradi tega se ne morajo dobro širiti ali pa ohranjati naše avtohtone vrste in jih v bistvu te rastline izzivajo. Pojavljajo se pa predvsem na predelih, kjer je narava motena. Torej, če se dela kakšna pot, če se nekaj gradi, tam te rastline nimajo konkurence in se potem razbohotijo in ne spustijo naših rastlin zraven. No, potem sem prej govorila o slapu šum, ki je na Nemilščici, to je ta slap, se ga da pogledati. Potem tukaj je reka Sava v Kranju. No, potem pa se reka Sava nadaljuje proti Trbojskemu jezeru in pred Trbojskim jezerom je Soteska Zarica. V bistvu leta 1986 so zgradili hidroelektrarno Mavčiče in zato, da so to hidroelektrarno pač naredili in usposobili so, ker ob nastanku te hidroelektrarne so pač v bistvu poplavili celo dolino. In ta Soteska Zarica je bila taka zelo lepa in znamenita soteska, tukaj jo vidite, kakšna je bila. In tukaj je imela Sava prosto pot, pač bile so brzice, tolmunčki, kakšno manjše prodišče in pa te strme skalne stene. In v tej Zarici je tako nekako bilo relativno hladno, zato Sava pa se veste, da prihaja iz gora in je prinesla tudi seme določenih rastlin in so na teh pobočjih uspevale določene gorske rastline, no se tudi še zdaj uspevajo v manjši meri, recimo rumeno milje, planika. No in tudi v tej Soteski Zarici je najnižje rastišče planike v Sloveniji. Je pa tako, potem ko so pa naredili hidroelektrarno in so zalili Trbojsko jezero in v bistvu so potem tudi Zarico, pač se nivo vode zelo dvignil, zdaj vidite, koliko je, in so v bistvu samo še tisti vrhnji deli teh pečin ostali. Je pa tako, pač ko je narejeno jezero, je voda bolj stoji in zaradi tega se tudi bolj segreva in s tem se že spreminja mikroklima na potem tudi samem območju. Tako da to je v bistvu ena zgodba, ki je po svoje škoda, da se je razvila v tako smer. No, pa imamo pa še Trbojsko, mogoče še tle, zdaj vidite tega ptička, to je veliki žagar. Tukaj v Zarici je pač eno največjih gnezdišč tega žagarja v Sloveniji in imajo tako zanimivo strategijo, da pač imajo gnezda gor v teh skalnih pobočjih in potem, ko se mladički zležejo, takoj skočijo dol v vodo in potem splezajo mamici na hrbet in jih ona en mesec skozi okrog prevaža in je to lepo videti, če vidiš tega žagarja z mladički na hrbtu. No, potem pa je Trbojsko jezero, to je pa zdaj to pač zajezitveno jezero, akumulacijsko, zelo veliko različnih vrst rac je zdaj na tem jezeru, ptic je ornitološko zanimivo. Čez 120 vrst so našteli, ampak zanimivost, prej, ko sem razlagala v sotočju Tržiške Bistrice pa Save, pa tle v Sava okolici Nakla, tukaj tam ni regulirana ali pa ni jezera, ampak so pa našteli okrog 150 vrst ptic, tako da je v bistvu bilo še večja biodiverziteta. No, pa potem so pač ribe, ki so značilne za stoječe vode, recimo krab, se pojavljajo. No, pol imam pa še par stvari, bom pokazala. Eno je, tle je zdaj Kranj, en tak velik gozdni kompleks nad Kranjem je Udimboršt. Potem tle so glinokopna jezerca, ki so tudi zavarovana. Potem imamo ta Brdo, parkovni kompleks od tega našega protokolarnega objekta, ki je pa tudi v Natura 2000 območju. No, zdaj bom predstavila Malbo Bovk pa Udimboršt. To predstavljate, kje je.
Evo, tukaj vidite, ta Udimboršt je pač gozdiček. Večinoma je tukaj zdaj smreka, kar se tudi lepo vidi iz te slike, potem rdeči bor, kostanj samega gabra, pa hrasta, gradna pa ni več praktično nič. Ta naravni gozd je zamenjal gozd, ki ga je pač posadil človek. Je pa vseeno to območje izredno pomembno za okoliške prebivalce, ki se hodijo tukaj rekreirati. Pravijo, da so neka pljuča Kranja. Tako da pa tudi ima določeno vrednost biodiverzitetno. Recimo čez njega teče Želinski potok, ki so ga na določenih mestih tudi zajezili in ustvarili jezerca. Recimo tukaj je eno jezerce v Udimborštu, ta Mlaka. Vidite, da je bogata z vegetacijo, rogost, trstičje, dristavec. In v takih razmerah se lahko razvijajo vodne žuželke in drugi pač nevrtenčarji. In te so potem tudi hrana živalim višje po prehranjevalni verigi, recimo dvoživkam, pa pticam in tako naprej. Tako da je potem tak en kompleksen ekosistem. Tukaj je neka divja orhidejca, ki je značilna za robove gozdov. Potem v Udimborštu je tudi nahajališče zavarovane kranjske site. To je neka ostričevka, taka, list, ki izgleda kot nek drobnjak, pol na vrh so pa takile cvetki, so cvetja. Tukaj še en primer Želinskega potoka, kakšne okluke lahko dela. No, zdaj pa en redek primer travnikov, to so v Srednji Beli. To je pred dvorom. In to so še eni redki ohranjeni travniki, so mokrotni. Tukaj vidite spet eno divjo vrsto orhidej, navadni kukovičnik. Nažalost, občina Preddvor pa ni zainteresirana za odkup teh travnikov, čeprav so lastniki v bistvu pa dosti naklonjeni temu, da bi prodali. Radi bi jih pa kupili neki večji kmetje, ki jih bodo pa seveda intenzivirali in bodo pač preveč kosil gnojili in bo v bistvu vsa ta vrstna pestrost izginila. Recimo, če tak travnik z orhidejami enkrat pognojiš, boš izgubil orhideje. Tako da, tukaj še en loček, kot primer take vlagoljubne rastline. Tukaj so imeli v bistvu je en kmet uničil svoj poseben travnik, ki je bil zelo vrstno pester in potem je Zavod za varstvo narave pokosil rastline v okoliških travnikih, ki so še vrstno bogati in ga dal na travnik tega kmeta, da je semensko banko obnovil. Ker če ti pognojiš, si v bistvu uničil tiste rastline, kar so bile tam in je fino, da nekako lahko ponovno nazaj dobiš seme, da lahko potem v prihodnjih letih spet izboljšaš stanje. Potem en metuljček bisernik na samem travniku, sibirska perunika, potem tele mali modri cvetki se tle ne izgledajo nič markantni, ampak to je močvirski svišč, to je zelo redka rastlina in na njo je vezan tudi en metulj, pač modrin, sviščev modrin, ki je pa izredno redek, na teh travnikih pa še je. Ker se odlaga jajca točno na to rastlino in pač če te rastline ni, to pomeni, ta rastlina pa cveti zelo pozen, julija, in če ti prehiter travnik pokosiš, nimaš te rastline in tudi potem ni v bistvu sama pač jajčeca propadejo, oziroma se rastlina sploh ne razvija. Če pa kasneje kosiš, pa v bistvu določen delež teh jajčec preživi na spodnjih delih rastline, ki pač niso bili odkošeni. No, a sem že ful predolga? Ja, bo že počas konc. No, pa imamo še Bobovk, so glinokopna jezera, spet vrstno pestra, relativno. To sta dve jezerci, ki sta nastali pač potem, ko so opustili kopanje gline za potrebe opekarništva. V tem Bobovku so najdeli tudi ostanke mamutovih kosti, pa nekih rib, kleničev, tako fosilne ostanke.
sta pa dve jezerci, v enem je ribolov pripovedan, v drugem ne. Nažalost so te jezera naselili tudi eno ribo, ki se ji reče beli amur in ta riba poje ogromen rastlin vodnih in s tem pač onemogoči skrivališče, drstišče in pa tudi hrano za ostalim živalim, ki so v jezeru. In s tem pač zmanjšuje vrstno pestrost. Močvirska trtnica, ptica, ki rada med trstičem se skriva. Tukaj imate ta jezerca, še ena informacijska tabla. Zdaj, če boste šli tja, se šteje obiskovalci, koliko jih pride na jezera. Kaj? Polet. Ja, tudi se šteje, vsak prehod se bo zdaj štel, da se vidi, kakšna je obremenjenost in obiskanost jezer. No, potem imamo pa še pač nekaj manjših območjih, recimo Glinokop, Cegelnica. Tle so tudi v bistvu neka jezerca, ki se je nastala zaradi izkopavanja gline, obenem je pa to območje zanimivo, ker je še veliko potokov, potem takih mrtvic in se zelo različne živali in rastline lahko tukaj nahajajo, recimo taka dvoživka hribski urh, rumen trebušček ima, velikokrat ga v lužah najdete, če so kakšni od traktorskih gum luže, pa so te ležavice noter. Potem imamo navadni koščak, to je tudi naš avtohtoni rak, pa veliki studenčar in kačji pastir. No, recimo, tako se pa zgleda ta Cegelnica. No, tukaj zdaj zeleno so pa Natura 2000 območja. No, tukaj imamo en gozd med Velesovim, pa talež, pa še en gozdiček, ki gre proti Škofji Loki, med Kranjem pa Škofjo Loko. Pač te dva sta tudi vrstno pestra in imata bogat vodni svet. No, to je ta prvi gozd Oševek Adraga, se vidite, kakšne lepe oblike ustvarijo lahko potoki. Zanimivo je, ker se v njemu nahajajo, pač je tudi veliko gozda in so Natura 2000 vrste, recimo navadni netopir pa mali podkovnjak. Ta vidite, da ima tale nosek v obliki podkve, zato se reče podkovnjak. Pa veliki pupek. Potem tukaj imate čemaž, polja čemaža se tudi tukaj razprostirajo. To pa je en travnik z ivanjščicami. To so tako zmerno obremenjeni travniki. Še zmeraj jih gnojijo, dvakrat na let kosijo, ni pa recimo v tem osrednjem delu Kranja nasajujejo s travnimi mešanicami, tako da zato tudi ni nikakršne vrstne pestrosti. No, potem je pa še v gozdu med Kranjem pa Škofjo Loko, so v bistvu podobne vrste, kot sem jih že naštevala, mogoče še omenim tega krešiča, močvirski krešič, ki ga je pri nas v Sloveniji sicer kar dosti, je pa evropsko pa zelo redek, tako da je tudi na Natura 2000 seznamu. No, pa še eno območje Huje v Kranju. To je pa v bistvu med planino v Kranju pa reko Savo, je tak gozdiček velik, je pa zanimiv zaradi tega, ker je tukaj pa ohranjen ta prvobitni gozd. Gozd hrasta gradna pa gabra, pa belega gabra. Tako da taki bi bili gozdovi, če ne bi bilo mesta v Kranju, bi bilo vse tako. Bi se razraščali. No, pa je pa še nekaj pač z dreves, mogoče zanimivo, recimo en kostan, pri Hujah, potem močnikova lipa na Jezerskem. Moj sodelavski gozdar je rekel, da je to najlepša lipa v Sloveniji. Potem ena zanimiva smreka, stebrasta, v obliki stebra, pa recimo lipa v Žigani vasi. Ne vem, mogoče je kakšna inspiracija, ne. No, to je pa to, v bistvu. Tle sem še invazivke dala, no, za. To je ta žlezava nedotika, ki ste že v njej govorili, ki se zelo v vodotokih razrašča. Potem kanadska zlata rozga pa orjaška zlata rozga sta obe podobni. Potem zdaj nova grožnja v gozdovih je navadna barvilnica. Zdaj, ko se ozračje segreva, je dobila kar en tak potencial in se je noro začela razširjati po naših gozdovih, je pa strupena. Tudi onemogoča pomlajevanja gozda. No, ta je pa že prisotna in je pa enoletna suholetnica.
Zdaj, tle je itak večinoma na travnikih se nahaja, tako da v Kranju nimamo problemov s tem, ker itak vse pokosijo, pognojijo, dosadijo. Recimo v Prekmurju sem pa videla, so pa ogromne površine tega lahko, skupaj z ambrozijo, tako da to je to. Mislim, da ni več nič. Evo.